Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni znova v oddaji V svetu odraslih. Tudi danes bomo nizali zanimive teme, no spregovorili bomo pa znova tudi o izmenjavi študentov in podrobneje spoznali, kaj so počeli dejansko to nedeljo na Štuko in sicer na projektu Erasmus International Evening. Gre za en takšen dober dogodek študentov, kjer so si marsikaj izmenjali in pa tudi poskusili marsikaj dobrega za podzop. No, več o tem pa nam bosta zdaj iz prve roke zaupala seveda Patricija Tjukajo iz študentske organizacije Univerze v Mariboru in pa njen tesni sodelavec Klemen Zapečnik. Lepo pozdravljena oba. Pa bom zdaj začela za začetek kar pri Klemnu. Kakšne 3 mesece nazaj oziroma novembra lani smo podrobneje spregovorila o Erasmus projektih v letošnjem študijskem letu in pa prav tako tudi o enem projektu in sicer se pravi kako v tujino, a ne? Zdaj me pa zanima, glede na to, da je že nekaj mesecev čez to, kako ste se v vseh teh mesecih v prvem semestru imeli, je kaj morda novega, koliko študentov je kaj pri nas? Ja, študentov je približno 250 novih Erasmus študentov. To pomeni, da jih je nekaj manj, kot je bilo v prejšnjem semestru, ampak še vedno čez 300, mislim, da je lepo število, da lahko super projekte izvajamo za njih. Kako v tujino je bil novembra odličen projekt, zdaj smo pa tudi že imeli 2 projekta v sklopu Welcome Weeksov oziroma teh tednov, kjer za Erasmus študente organiziramo različne dogodke, da spoznajo Maribor, spoznajo druge študente med sabo. Tako tuji študenti, ki prihajajo k vam pravzaprav in pa tudi verjetno naši študenti, ki so odšli kam, recimo, kje so v tem trenutku, kaj se nahajajo? Ja, zelo popularna pri mariborskih študentih je na primer Portugalska, tudi Nemčija, Slovaška, Češka. Slovaška, Češka mogoče zato, ker so cenejše države, Portugalska zato, ker je morje, ker so super zabave, pravijo. Nemčija mogoče zato, ker so odlične fakultete. V Mariboru pa imamo ogromno študentov, sploh v tem semestru iz Turčije, tudi iz Češke, Portugalske. Zdaj dejstvo je, da je vse več nekako povpraševanja po teh Erasmus izmenjavah, so pa tudi seveda zelo dobrodošle, ne samo iz tega živahnega študentskega življenja, dobrih zabav, ampak tudi iz tega, ker ti dobijo zelo veliko izkušenj, zelo veliko nekih novosti spoznajo in verjetno so to prednosti teh izmenjav. Sigurno. V bistvu prvič v življenju smo na svojem nekje v tujini in izkusimo čisto tujo državo, kjer še mogoče nikoli nismo prej bili in to so izkušnje, ki sigurno vsakemu pomagajo. Zakaj pa torej projekt oziroma bolje temu rečeno en takšen dogodek, kot je bil Erasmus International Evening, torej včeraj zvečer, če smo čisto natančne. Patricija, zakaj, čemu, kako je vse skupaj potekalo in izgledalo? Ja, da kar začnem na začetku. Torej, International Evening organiziramo v študijskem letu 2-krat in sicer oktobra in pa marca oziroma pač v začetku drugega semestra. Tako smo tudi tokrat že drugič organizirali International Evening. V bistvu sam namen tega projekta pa je, da Erasmusom omogočimo predstaviti svojo kulturo, svoje običaje in seveda tudi kulinariko in pa da imajo tudi oni možnost spoznati našo kulturo in pa kulturo drugih Erasmus študentov. Kaj recimo ste vse spoznali sinoči? Zelo bogata je bila seveda slovenska miza, ki smo jo pripravili torej v sekciji ESN Šom in pa ESN Maribor. Potem spoznali smo kulinariko in kulturo vseh drugih Erasmus študentov. Hkrati pa smo pripravili eno točko s pomočjo akademske folklorne skupine, ki so predstavili torej različne tradicionalne slovenske plese in tudi glasbo. Gre torej predvsem za en bolj sproščen družabni večer, ne povezovanja tujih z našimi študenti. Tako je. Mislim, da se v takem sproščenem okolju najbolje tudi povežejo in spoznajo med seboj.
Pa kaj je tisto, kar je še posebej na nek način pomembno ali pa dobrodošlo pri študentih, tako tujih, kot tudi naših, recimo tovrstnih srečanj, ki jih prirejate skozi vso leto? Jaz mislim, da to, da so odprti, da so pripravljeni spoznati nove kulture, da jih zanima predvsem, ker tako tudi navežejo veliko stikov, spoznajo nove prijatelje in imajo tudi recimo kasneje, ko se odločijo za kakšna potovanja, torej tuje prijatelje, pri katerih lahko mogoče prenočijo, se še naprej družijo. Verjetno boste po tem zgledu, po teh projektih tudi nadaljevali v bodoče, ne? Že kaj morda novega se tukaj obeta? Začeli smo organizirati več dogodkov v smislu povezovanja Erasmus študentov z našimi študenti. Tako smo imeli na primer tečaj swinga in tu vidimo priložnost, da še razvijamo, da še več organiziramo, ker Erasmus študenti pa naši študenti se ponavadi niso dobro povezali, zdaj pa hočemo to spremeniti. Pa se že kaže izboljšava na tem področju, se pravi te povezave? Verjetno že, ne? Prav na teh projektih sigurno, ko smo jih imeli do zdaj. Tudi recimo na projektih, ki so bili prvotno recimo namenjeni bolj Erasmus študentom, tako kot je bil tudi International Evening, recimo prihaja kar dosti tudi slovenskih študentov, ker jih zanima, da mogoče tudi s tem spodbudimo slovenske študente, da se odločijo za izmenjavo oziroma kakorkoli odhod v tujino. Se pravi, na tak način spoznajo kulturo, kulinariko in potem posredno tudi državo. Tako je. Dobro, želim vam še veliko takšnih dogodkov, da bi bilo seveda čim več tega spoznavanja in pa tudi navezovanja in vse, kar seveda to se seboj prenese. Hvala vama. Hvala. Tako, vi pa, dragi gledalci in gledalke, ostanite z nami, kajti pred nami je še kar nekaj zanimivih tem. Drage gledalke, cenjeni gledalci in predvsem študentje in študentke. Še smo z vami, še smo v oddaji v svetu odraslih, no v studiu pa se mi je pridružil dr. Goran Gumze iz Alme Mater in sicer je tam vodja mednarodne pisarne. No, on nam bo pa danes povedal več o 6. mednarodni oziroma znanstveni konferenci, ki bo potekala 9. in 10. marca v Mariboru. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, gre za eno izjemno konferenco, ki je zelo pomembna za vse vaše in tudi druge študente in pa tudi za vse predavatelje, profesorje, ki se bodo udeležili. Zakaj in čemu? Ja, v bistvu kot visokošolska izobraževalna ustanova enkrat letno prirejamo mednarodno konferenco. Vse želimo si, da bi bila enkrat mednarodna, zaenkrat še z mednarodno udeležbo. To pa je seveda odvisno po pravilih, koliko tujih prispevkov je objavljenih v zborniku ali pa predstavljenih na konferenci. Zdaj to je že 6. leto. Moram reči, da že lanska je bila 5. zelo odmevna, vsaj kar se tiče med našimi študenti in pa znotraj Alma Mater Europeja, Evropskega centra Maribor. Tudi lansko je nekako privolil predsednik države v pokroviteljstvo, vendar se ni mogel udeležiti. Letos pa se moramo pohvaliti, da bo tudi predsednik republike, gospod Borut Pahor, med uvodnimi plenarnimi govorci. Tako da ne samo pokroviteljstvo, tudi njegova prisotnost bo dala pečat tej konferenci, 6. znanstveni konferenci Alma Mater. Zdaj, in kaj vam pomeni ta pečat, no, če ostaneva tukaj? Pomembno je predvsem v izobraževanju, da slediš, bom rekel, tudi ekonomskim političnim trendom časa in pa družbe. Glede na to, da smo univerza, ki nekako stremi k internacionalizaciji, interdisciplinarnosti in pa grajenju mostov, kot mi pravimo, med nacijami v Evropi in pa v svetu, je seveda en tak, bom rekel, gost kot predsednik države velika referenca. Na podlagi tega seveda privabiš tudi druge znanstvenike od drugod, da sodelujejo v plenarnem delu kot govorci pomembni. Privabiš tudi znanstvenike s svojimi prispevki in pa deli in seveda s tem nekako diseminiraš novosti na področju znanosti, ki se dogajajo v Evropi ali pa v svetu. Naša konferenca letos nima samo evropskih gostov, tudi iz Burkine Faso pridejo arhivisti, potem iz Rusije. Ruska delegacija je tukaj zelo pomembna. Arhivistična sekcija bo še posebej, bom rekel,
odmevna to leto, zato ker se seveda tudi podpisuje z ruskimi inštituti, arhivističnimi določene pogodbe ali pa sporazumi o sodelovanju na projektih, s katerimi bo seveda probali izvesti skupne projekte tako na ruski kot slovenski strani. Sicer pa moramo omeniti, da je nekako osrednja tema tega znanstvenega oziroma znanstvene konference za človeka gre, izzivi za znanost in izobraževanje. Ne? Zakaj? Prvič, znanost postaja vse bolj interdisciplinarna. Bom rekel, ta delitev na naravoslovne, družboslovne znanosti je pase. Vse trudimo se in predvsem, bom rekel, tudi naš pokrovitelj Evropska akademija znanosti in umetnosti ima tole poslanstvo, misijo in tako vizijo. Seveda naša se sklada s tem. Zato je konferenca, na kateri mi dejansko poskušamo predstaviti čim več sekcij, prav rezultat tega dela interdisciplinarnega in pa mednarodnega. Zdaj mi imamo različne študijske programe orientirane na zdravje, se pravi zdravstvene programe, potem imamo ekonomske programe, imamo okoljske študije, humanistiko, arhivistiko, tako da smo že v osnovi interdisciplinarni in to je tudi srž naše konference. Na ta način probamo privabiti avtorje k sodelovanju, privabiti študente k sodelovanju in prikazati nove trende v znanosti. In jih verjetno tudi na nek način skupaj povezati. Tako, absolutno. Druga stran pa je ta, da s takšnim delovanjem seveda spoznavaš nove partnerje, s katerimi lahko nastopaš na mednarodnih projektih v izobraževanju. Vemo, da izobraževanje mora slediti gospodarstvo, včasih načeloma bi ga moralo prehitevati, vsaj tale del raziskovanja, ki se izvaja znotraj akademije. Tako da je to še posebej pomembno za splošni razvoj družbe kot take. Moramo pa tudi omeniti, se pravi, to res veliko število, recimo 400 avtorjev z 240 znanstvenimi in strokovnimi prispevki bodo nekako pokrivali oziroma boste pokrivali vsa področja te konference, vseh 22 področij. Vseh 22 področij konference. Tile prispevki so razdeljeni v različne sekcije. Zelo sem vesel, da je letos v bistvu prišlo kar nekaj zelo, zelo dobrih prispevkov, ki smo jih z lahkoto vrstili v sekcije in bomo tudi objavili v zborniku. Seveda je treba narediti recenzije vseh prispevkov, zadeva, da je konferenca takšna, kot mora biti, da je dejansko priznana kot znanstvena, zato je tudi 400 avtorji ogromno dela. Je pa res, da sta včasih pri enem prispevku 2 ali 3 avtorji skupaj, zato teh 260 prispevkov, ki bodo objavljeni oziroma predstavljeni v 2 dnevih konference. Uvodni del plenarni s pomembnimi govorci se prične v petek ob 9:30 v bistvu z enim druženjem in pa ob 10 v dvorani na naši lokaciji, Slovenski 17. Potem sledi temu plenarnemu delu ob 15. uri oziroma 15:30 se bo pa že začele sekcije in predstavitve, ki bodo trajale do 7-8 zvečer, potem bomo imeli pač takšno neformalno druženje. Družabni večer, ne? Naslednji dan pa se nadaljuje sekcija 9 zjutraj in pa zaključek konference okrog 3-4 popoldne v soboto. Še med temi 22 izpostavila recimo tiste najpomembnejše, verjamem, da so pomembne vse, ampak vendarle, ali pa jih morda naštejemo. Zdaj tukaj bi, seveda arhiviste sem že omenil, izpostavil bi pa posebej zdravstvene sekcije, predvsem mediko-historično, ki bo letos počaščena s tem, da bomo ceremonialno od madžarske vlade prejeli kip Ignaca Semmelweisa ob njegovem jubileju. Vemo, da je bil zelo pomemben zdravnik in pa raziskovalec, ki je na področju ginekologije, porodništva naredil ogromno. Antiseptične metode so njegove. Tako da dr. Semmelweis, njegov kip bo ceremonialno predan Alma Mater na tej konferenci in pa kasneje ga bomo pa mi predali UKC-ju, Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor, kjer bo tudi postavljen. Zato je ta sekcija, okrogla miza se bo tudi organizirala na tematiko Semmelweisa in pa njegovega pomena za moderno medicino.
Tako da mislim, da bo to zanimivo tudi za vse ostale študente in pa ostale, ki jih zanima medicina kot taka, ne, so vabljeni. Program je na naši internetni strani, www.almamater.si, si lahko pogledate. Tako da Kaj mislim, bodo recimo študentje v največji meri lahko pridobili? Študente, recimo zdaj za naše konference? študente, kaj lahko rečem, naši študentje so nekako vpeti v konferenco tudi sami z aktivnim sodelovanjem in pa tudi v okviru predmetov različnih. Ne. Mi tematiko na konferenci poskušamo vmestiti v predmet oziroma vsaj narediti tematiko tako, da ustreza akreditiranemu predmetu in del obveznosti se naredi iz prispevkov iz konference. Ne. Tako da je za študente tudi to pomembno. Ne. Tukaj poskušamo predmete narediti up to date, tako da se predavajo ali pa učijo tematike, problematike, ki so aktualne trenutno v Evropi. Tako da študenti so vpeti v vsa dogajanja teh 2 dni. Poudarjajo pa tudi, da probamo organizirati še en tak študentski teden, rečemo Staff Week preko projekta Erasmus. Tukaj povabimo gostujoče predavatelje z drugih univerz, kjer seveda izvajajo predavanja za študente. In to potem združimo, tile profesori, ki so povabljeni na tale Staff Week, imajo tudi svoje prispevke potem v okviru konference. Torej, obilico izmenjave znanja, pridobivanja znanja bi lahko rekli, ki je pa vsekakor pomembno za vse študente, ne le vaše fakultete, ampak tudi ne le naše, druge. Vabljeni so študenti vseh fakultet v Mariboru in tudi drugje po Sloveniji, če bodo imeli čas. Ne. Seveda je fino se najavi, da ne bo potem se zgodilo, da imamo malo predavalnice, pa jih bo prišlo 100 v predavalnici za 30. Še je odprtih prijav in seveda kam v tem primeru? Načeloma je fino, če se mislite udeležiti, vsaj najaviti na konferenca 2018 mail, ne, da prihajate, toliko da vemo organizirati prostore, ampak ne bo pa nikakršen problem, če pridete ad hoc brez najave. Dobro, hvala lepa. Hvala za vse te pomembne informacije. Verjamem, da boste v letu še naprej, se pravi študija, vse do jeseni še beležili veliko dogodkov, o katerih še bomo verjetno poročali. In seveda vse dobro na tej konferenci. Hvala lepa. Tako, vi, drage gledalke, cenjeni gledalci, ostanite še z nami, kajti v nadaljevanju si bomo nekako privoščili bolj sproščeno temo morda in sicer govorili bomo o eni mladi glasbeni skupini Mariborčanov in Mariborčank, ki so seveda pravkar izdali svoj prvi album. Tako smo v zadnjem delu oddaje o svetu odraslih in z menoj že član zasedbe Lasje band in sicer Domen Kodrič. Pozdravljen. Bravo. Ja, tako zelo takšno posebno ime ste si nadeli, ne, benda. Zakaj? Tako posebno ime benda nekako bi rekel iz večjih razlogov. Iz večjih razlogov tudi, ker je več interpretacij, pač kaj ime pomeni. Prva seveda čisto očitna na slovensko besedo za lase, da se pač nekako v tem prostoru pride v uho. Imamo pa potem, ne vem, nekaj kratic, nekaj speljav v angleščini, ampak spet, katerega člana vprašaš, ima vsak svojo verzijo. Ne. Verjetno tudi zaradi tega, ker ti J ni navadni J, ampak je Y. Ja. Ne? Dobro. Sicer pa ja, delujete že vse od leta 2014, tam nekje novembra se seveda ta 6-članska zasedba pojavila. V zasedbi ste 3 moški in 3 dekleta. Gre to skupaj? Prav ravnovesje bi jaz temu rekla. Gre to skupaj. V bistvu gre zelo dobro skupaj. Torej ja, začeli smo konec leta 2014, že takrat bila zasedba, 4 fantje, 4 punce. Sicer sta se 2 člana menjala, ampak se je razmerje ohranilo. Bobnarko zamenjala nova bobnarka, tako da pa pevca novi pevec. Funkcionira to zelo dobro. V bistvu je marsikomu zelo zanimivo. Se nas mogoče potem malo bolj zapomnijo, ker ni tista klasična zasedba, ko moški igrajo, pa ena vokalistka v sredini, pa je ponavadi to klasika, ne? Ja. Pa sicer, kakšni ste člani in članice? Kako bi vas opisal? Kako bi nas opisal? Vesela druščina,
študentov. Ujamemo se zelo v redu, med sabo se razumemo, ker pač sami mladi od 19 do 26. Torej, kot sem rekel, večinoma študenti, nekateri so zaključili študij, začeli z delom celo v glasbi, tako da imamo tudi izobražene glasbenike v bendu. In marsikaj imate za pokazati, vsekakor ste to zdaj nekako zaobjeli v vaš prvenec, gre za prvi konceptualni album. Torej, predstavili ste ga tudi na Štuku minulo soboto, verjetno je bilo zelo fajn in vroče, in dosti oboževalcev in oboževalk. Pravzaprav, kaj pa najdemo na njem? Torej, ta album ima naslov Long Forgotten Times, oziroma davno pozabljeni časi v slovenščini. Gre za konceptualni album, ki vsebuje 5 pesmi z 5 različnimi mitologijami. Torej, razvrščene so kronološko, začnemo v starem Egiptu z pesmijo Wonderland o posmrtnem potovanju faraona in o tehtanju srca in odločanju, ali bo dober ali slab. Potem nadaljujemo v stari Grčiji s pesmijo Ilios, torej o trojanski vojni in o Ahilu in kako on gleda na trojansko vojno. Potem nadaljujemo v antično Japonsko, v mite o prvem japonskem cesarju. Potem nadaljujemo nazaj malo bližje Evropi, torej v zgodnje krščanske mite z pesmijo Martyrs in potem zaključimo z pesmijo Jaga, ki pa gre o slovanski mitologiji in sicer o babi Jagi, o tej čarovnici gozdni. Res ste ga tako zelo zgodovinsko oplemenitili in dodali to zgodovinsko noto. Ste vsi tudi sicer po duši takšni zgodovinarji? Po zanimanju večina, v mojem primeru tudi študijsko, ampak nisem edini, ki se bolj zanima za mitologijo, nas je nekaj takih bendov. Kako pa lahko pridemo do tega albuma, ki ga najdemo? Album seveda upam, da vas je večina že kupila v soboto, ne? Če še pa niste, pa nas lahko kontaktirate na Facebooku, na mailu, spletna stran je v Delu, prihaja skoraj, tako da bo vse tudi tam dostopno. Smo spletno dostopni. Zdaj gre za torej prvenec, kaj vam dejansko to pomeni? Kakšni so zdaj ti občutki, ko ste to izdali? Verjamem, da je bilo veliko vloženega truda in dela v to tudi. No, predvsem zaradi tega, ker je dolgo nastajal, ker je bilo veliko dela, veliko popravljanja, veliko dodajanja, pač toliko boljši občutek, ko na koncu dejansko imaš neki izdelek v roki. Mislimo, da je dobro uspel, zdaj upam, da ti prvi poslušalci, da se strinjajo z nami. Prve pozitivne komentarje že prejemamo, zdaj pa dalje bomo povedali. Sicer pa, kakšni so torej vaši načrti, vaši cilji? Zagotovo je zdaj ta izdelek nekako motivacija in tudi nekako nov zagon vam verjetno daje za naprej. Ja, zagotovo. V bistvu že med snemanjem tega so začele že nastajati neki osnutki novih pesmi, tako da verjetno do naslednjega ne bo spet trajalo 3 leta, tako kot je zatrajalo, odkar smo začeli sploh igrati. Za nadaljne načrte torej to. Upamo, da nam uspe zdaj čez poletje pa proti jeseni čim več koncertov skozi spraviti po vsej Sloveniji, tudi po Avstriji. Tam ste se že tudi, v Avstriji smo že bili. Ste že nastopali, ne? In tudi nastopali, ne vem, da nimo v Ljubljani, v Mariboru, v vseh večjih mestih. Pa potem seveda na Hrvaško se tudi splača malo pogledati okolje, tako da probamo ciljati tudi malo izven samo meja naše države. Kaj pa vi najbolj cenite pri vaši publiki? Pri naši publiki cenimo to, da pridejo na naše koncerte, predvsem zato, da lahko glasbo poslušajo, ker nismo ravno taka zvrst za, kako bi rekel, za zabavo, za neke čage, ampak na naš koncert prideš glasbo poslušati. In ponavadi se tako zgodi, da bendi, ki igrajo za zabavo, imajo pač večjo publiko, zdaj nam uspejo ohranjati neko stalno občinstvo, kljub temu, da nismo nek čaga band in to cenimo pri publiki kar precej.
Ja, večjo vsebino dajete glasbi tudi in nasploh tudi sami tematiki, ne. Zdaj smo govorila, se pravi, nekako se osredotočate na te zgodovinske ozadja, ki so nekoč veljala. Kdo je bil tisti, ne vem, kdo je bil recimo avtor, če še lahko malo izpostavimo, vem, da jih pišete tako besedila kot tudi melodije sami. Ja, seveda vse delamo sami. Osnutke večinoma smo pripravili jaz, pa klaviaturistka Tina, pa kitaristka Monika. Ampak potem seveda, ko pride na vaje, ima vsaki nekaj zraven in potem nastane mešanica, ko vsaki nekaj svojega dodane. Kdo je pa tisti, ki nekako v skupini drži vse vajeti in takrat, ko je treba, takrat, ko je treba reči, zdaj pa dovolj, zdaj bomo pa tako naredili, se pravi, da tisto povelje. Ja, trudimo se temu izogibati, ne, da se da vse domeniti, večinoma nam uspeva, ampak če ne gre drugače, pa probam jaz malo stopiti nekam, gremo tako, ker predolgo že debatiramo. Ne. Ja, zdaj ste že, tako kot smo na začetku dejala, si študentja ali pa že celo zaposleni, pa vendarle, ko ste začeli, še nekaj članov bilo v najstniških letih, ne? Ja. Je bilo takrat težje? Mislim, izvesti se je dalo vse, tako smo želeli, so nas pa spraševali včasih, ko smo v kakem klubu igrali, kaj imate slučajno kakega mladoletnega, če bojo mladoletni gledalci prišli, da morajo pač, ne vem, na takarje bolj paziti, da osebne preverja ali pa kakve take stvari, ampak zdaj pač smo vsi že polnoletni čez polnoletnosti, ni več teh ovir, ne? Mislim, se ovira takrat tudi ni bila, pač Ja. posebej so vprašali včasih. No in kolikor mi je znano, ste tudi imeli izjemno podporo vaših staršev, ne? Pri vsem skupaj. Je to zelo pomembno. Imamo še vedno verjetno, ne? podporo staršev, pa sestričen, pa tet, pa stricov, pa Cele družine. ja. Kako zelo pomembno je to v takšni zvrsti glasbe, kot je recimo vi igrate, ne? To je verjetno precej pomembno, ker, kot sem rekel, je zaradi stila publika toliko ožja, se moraš toliko bolj zanašati na neko stalno klientelo, da kakrkoli možne veze, ki jih dobiš z poznanstvi v družini. Ne. Dobro, samo še to za na konec. Kje torej, kako naj pridejo do vašega izdelka? Seveda za vse tiste, ki še niso kupili zgoščenke na koncertu. Najlažja opcija bi bila, da nam pišejo po Facebooku na pač LASYE, se nas najde takoj. Drugače pa po e-mailu lasieband@gmail.com in se dogovorimo in dostavimo CD. Dobro. Torej, hvala za gostovanje v naši oddaji. Želim vam še seveda veliko izdanih albumov tudi naprej in vse dobro. Hvala. Tako, drage gledalke, cenjeni gledalci, tudi vi se imejte naprej lepo, izkoristite te dneve za kakšen sprehod in seveda se vidimo znova prihodnjič, torej prihodnji ponedeljek ob 17:30. Do takrat pa srečno!